kako se še vse danes nasilje kaže med mladimi? Opažamo, naprimer, da je zdaj veliko več možnosti za nadzor. Mladi si ponavadi delijo lokacijo. To s tem ni nič narobe. Če pa en hoče v tem odnosu prevladati in vzpostaviti nadzor nad drugo osebo, je pa to zelo problematično. Ne? Poleg tega skozi se snemajo, pošiljajo fotke in lahko date ogromno gradiva, ki se ga da pa zlorabiti, če se ta odnos prekine. Ne? Jaz tudi, ko z otroki govorim, to mi kažejo na TikToku spodaj komentarje, in se temu, to se smejijo, ni me to smešno, ampak v bistvu ni smešno, če bi nekdo zdaj tukaj stal, v nevirtualnem svetu in te stvari govoril eni osebi, to je grozno, eni rečejo, nasilje ne deluje. Ma deluje, na kratki rok zelo deluje, ampak na dolgi rok, pa v bistvu škoduje vsem. Nasilje je naučeno vedenje. Tudi tega si se mogel naučiti in se lahko tudi odučiš. Živjo, dobrodošli, mi smo podcast Uživajmo pametno, kjer se pogovarjamo o vsem digitalnem. Verjamemo, da je digitalni svet naša odgovornost in da ga lahko skupaj naredimo lepšega, bolj prijaznega in nasploh boljšega. Tudi tako, da govorimo o komunikaciji in o sovraštvu, ki ga je lahko na spletu veliko. Danes je z mano Tjaša Hrovat, svetovalka iz Društva za nenasilno komunikacijo. Živjo. Živjo. A nam lahko na začetku orišeš, kaj pravzaprav je Društvo za nenasilno komunikacijo? Kaj počnete? Ja, kljub temu imenu je Društvo za nenasilno komunikacijo organizacija, ki se več ukvarja z nasiljem, kot pa z nenasiljem, žal, ampak seveda to je prepleteno. Smo nevladna organizacija, ena največjih na tem področju, v Sloveniji se mi zdi največja. Ukvarjamo se z ustavljanjem in preprečevanjem nasilja, imamo skoraj 40 zaposlenih, 70 prostovoljk in prostovoljcev nam pomaga, zelo veliko programov imamo za žrtve nasilja, imamo 2 varni hiši, svetovalne programe, skupine za samopomoč, izvajamo tudi programe za povzročitelje nasilja, reče se jim trening socialnih veščin, programe za starše, ki bi se radi naučili kakšnih novih veščin, vzgojnih, imamo trening starševskih veščin, vključijo se pa lahko tudi otroci, mladi, ki imajo izkušnjo nasilja, ali da so ga povzročali, ga povzročajo, ali da so ga izkušali. Poleg tega pa seveda veliko tudi osveščanja, na socialnih omrežjih se trudimo biti aktivni, publikacije izdajamo, izobraževanja izvajamo, se pravi, res želimo problem nasilja reševati celostno, z različnih vidikov in z različnimi programi. Super, mislim, da se bova tudi midva lahko danes dotaknila ogromno tem. Še prej pa me zanima, kako si pa ti osebno prišla na to pot dela z nenasilno komunikacijo, kaj te je pripeljalo do tega? Kot študentka sem iskala neko prostovoljno delo, kjer bi hkrati se lahko nekaj naučila. Jaz sem zelo taka vedoželjna, rada zbiram nova znanja in pa tudi nekaj prispevala v dobro skupnosti. Tako da sem potem slišala, da na Društvu za nenasilno komunikacijo so zelo dobra uvodna usposabljanja in obsežna za prostovoljke in prostovoljce in to drži, sem potem preizkusila, drži. Pa hkrati me je zanimala, takrat so ravno odpirali pravim, ker še nisem bila takrat zaposlena, varno hišo prvo in se mi je zdelo tako zelo zanimivo, kako življenje tam poteka, kako je v varni hiši, to je na tajni lokaciji, se pravi, to je nekaj tako skrit, ga ne more kar vsak tja in se mi je zdelo to super, se pravi, eno je ta radovednost, in pa hkrati to prispevati. Ja, zdaj si odprla prvo vprašanje, ki me zelo zanima, kako pa poteka življenje na varni hiši, se pravi, je kako drugačno od življenja sicer, kaj so tisti parametri, ki jo definirajo? Se pravi, jaz sem začela tam delati kot prostovoljka, sem se družila z otroki, ampak to je bilo že ne vem katerega davnega leta, potem sem pa prvih 7 let, ko sem bila zaposlena na Društvu za nenasilno komunikacijo, delala kot svetovalka v varni hiši. Zdaj, kaj jo razlikuje navzven, ni razlike od drugih malo večjih družinskih hiš, z veliko sobami.
Razlikujejo pa to, da mora biti na tajni lokaciji, ker jo prav tajna lokacija dela varno, a ne, plus seveda varnostni načrti, sodelovanje s policijo po potrebi, ampak v osnovi je to prostor, kamor se lahko ženske, ki so ogrožene, a ne, to niso samo ženske, ki so doživljale nasilje ali pa doživljajo nasilje, pa se nimajo kam odmakniti, ne gre za to, da če bi se odmaknile, ne vem, k prijateljci v svoje stanovanje, bi bile zelo ogrožene, a ne, zato potrebujejo en čas, da se odmaknejo nekam, kjer jih povzročitelj ne more najdati in da potem speljajo vse postopke za svojo zaščito, jih sprožijo, da lahko potem nekako, a ne, zaživijo spet izven varne hiše. Sicer, kdaj si ljudje predstavljajo, ne, so nas kdaj sprašvale ženske na teh pogovorih, preden pridejo v varno hišo, a to ti res prebarvajo lase, a bo mogla imeti lasuljo, pa tako ne. Ne, seveda mi se trudimo, da je življenje čim bolj običajno, ne, kot dopuščajo varnostni mehanizmi. Naredi se varnostni načrt, ampak ženska lahko tudi nadaljuje hod v službo z nekimi ukrepi varnostnimi. Je pa seveda tako, vsaka ima svojo sobo z otroki, a ne, delijo si pa jedilnico, dnevno sobo, tako da je zelo veliko prilagajanja. Zdaj nekatere tam dobijo prijateljce za celo življenje, se zelo dobro razumejo, se povežejo. Včasih je pa to tudi zelo naporno, saj vemo, ne, tudi kot da bi nas dal z enim cimrom, ne bi nam bilo vedno v redu, a ne. Ja. Tako da je v bistvu to tudi naporno, zahtevno v smislu prilagajanja. Zahtevno je tudi zato sploh, če imajo ženske majhne otroke, ker ne more malo pridati mama, pomagati pa paziti otroke, ne more priti prijateljca na obisk in tako, ne, ni nobenih obiskov, to je tudi glavna razlika. Tako da načeloma, ne, se trudimo čim prej nekako urediti vse, kar se da, da lahko zaživi izven varne hiše, a ne, ker to niso neke toplice, ne. Ja. Kdaj si ljudje predstavljajo, pa kar dobijo varno hišo, ne, in ja, kot da je to kakšna blazna nagrada, ni, ne. Ja, je res pomoč oziroma neke vrste padalo, ki ti lahko pomaga. Tako. Super. Kaj pa je tebe na začetku kariere, recimo, ko si vstopila na to področje, najbolj presenetilo? Je bilo kaj, kar je bilo drugače od tvojih pričakovanj pri delu ali s povzročitelji nasilja, ali pa s preventivo, ali pa žrtvami nasilja? Kaj me najbolj presenetilo? Jaz bi rekla, da to, koliko nerazumevanja nasilja je obstajalo takrat, ko sem začela delati, še vedno ga, mogoče zdaj malo manj, tudi med strokovnimi delavkami pa delavci, ne samo med laično javnostjo, ne. Koliko morajo žrtve, s koliko predsodki se srečujejo in pa predvsem to, koliko morajo one narediti, da nekako lahko zapustijo ta odnos, ne? Ker nam se zdi, da če pa z nekom nočeš biti, je tvoja osnovna pravica, da rečeš, jaz nočem biti v tem odnosu in greš, ne? Zdaj pri žrtvah nasilja pa vemo, da so najbolj ogrožene ravno takrat, ko začnejo razmišljati ali pa planirati odhod in ko odidejo, ne? In one morajo takrat sprožiti, ne vem, razne postopke, delati varnostne načrte, ne vem, hodijo na svetovanja, terapije, ne, to je kot še ena služba zraven. Jaz sem tako res prav občudujem jih, koliko zmorejo, a ne, čeprav se jim kdaj zdi, kot da so preplašene, pa da nič ne morajo, ampak one to res toliko zmorejo, ker morajo naresno še eno službo zraven, da se zaščitijo, pa da zaščitijo svoje otroke. Žal, a ne. Sklepam, da, ker si rekla, da je včasih bilo veliko več teh napačnih predstav, da je bilo to še pred časom tako dostopnega in popularnega interneta. Ja. Kako je internet prišel v to enačbo? V bistvu, kakšno vlogo zdaj tukaj igra interneta, ne? Seveda, zdaj z vsem z internetom in spletnimi orodji, a ne, pa z družbenimi mediji, lahko mi zelo veliko naredimo za osveščanje, ne. Včas je bil festival, si šel, ne vem, na Čopovo, imel stojnico in delil letake, a ne, in vemo, kakšen je doseg tega. Ok, na Čopovi kar neki, ampak vseeno, majhana, ne. Zdaj pa lahko mi 1000 dosežemo z neko objavo na družabnem omrežju, ne. Tako da mi vseeno opažamo premike na bolje, kar se tiče osveščanja.
Je pa doskrat tako, da v teoriji vse vemo, ko se pa v vsakdanjem življenju srečamo, a ne z nečim takim, pa zelo hitro podležemo spet nekim, zelo zakoreninjena so ta stereotipna prepričanja, naprimer, in jim hitro podležemo. No? Prepričanja, naprimer, ali vse, pa o tem, kaj je nasilje? Ali... Ljudje zelo hitro, naprimer, vsak bo rekel, seveda je za nasilje vedno odgovoren povzročitelj, ne? Vsak bo to rekel jasno, ampak potem se pa hitro začne, ja, če bi meni nekdo to naredil, jaz bi takoj šla, pa zakaj je pa šla do njega v stanovanje, se je vedela, kakšen je, ne? To je tako tipično prelaganje odgovornosti za nasilje na žrtvo. Tega je ogromno in potem žrtev ponavadi že tako težko spregovori o tem in če na tak odziv naleti in tudi doskrat zato ne spregovorijo, ker se bojijo takega odziva, bo potem verjetno umolknila. Ampak se pravim, v teoriji bo pa vsak rekel, jasno, da ni žrtev kriva, če je nekdo nasilen do nje. Naprimer, to je eno od takih zelo globoko zakoreninjenih prepričanj. Ja. Super, v bistvu sej tudi prepričanja se lahko spreminjajo, tako kot se spreminja vedenje, ne? Tako. In velik del tega dela za ozaveščanjem pravzaprav cilja prav ta prepričanja, ki jih imamo. Tako drži, ja. Kaj pa je potem nenasilna komunikacija v praksi? Zdaj sva govorila malo o prepričanjih, pa mogoče tudi o nasilju. Kaj pa je zdaj nenasilna komunikacija? Nenasilna komunikacija je v bistvu, asertivna komunikacija. Če zdaj imamo mi en tak spektr, da lahko ali smo čist pasivni, ali smo agresivni, ali smo pasivno agresivni. Kadar komuniciramo nenasilno, asertivno, pomeni, da upoštevamo svoje meje, upoštevamo svoje potrebe, čustva, sledimo nekim ciljem, ampak hkrati pa upoštevamo tudi drugo osebo. Ne povozimo druge osebe, njo slišimo, upoštevamo potrebe druge osebe in tako. Se pravi, to je neka komunikacija, s katero lahko dobre odnose gradimo in pa zelo pomaga pri reševanju konfliktov, ker je to komunikacija, ki razreši konflikt ugodno, za obe osebi, da se dobro počutimo tudi po razrešenem konfliktu, da ne eskalira v nasilje. A ni pa na nek način ravno v konfliktnih situacijah težje komunicirati nenasilno, če tega mogoče nismo vajeni ali pa če to ni del ravno naših navad? Tako, absolutno. Zdaj tako, ločiti moramo konflikt od nasilja, seveda, ker konflikti so, vsi jih doživljamo, vsi se soočamo z njimi, so neizogiban del vseh odnosov in tudi popolnoma neškodljivi, ni se nam jih treba izogibati. Medtem ko nasilje, na srečo, bodo imeli samo manjšina izkušnjo nasilja v svojem življenju, je pa nasilje po drugi strani zelo nevarno, ima zelo specifične cilje, škodovati drugi osebi, jo ponižati, razvrednotati se, jim maščevati, jo podrediti, to so cilji nasilja. Medtem ko pri konfliktu gre v bistvu za nek trg različnih želja, interesov in zdaj dve skupini ali pa dve osebi želite to nekako razrešiti, da bo obema ok. Ampak, tako kot si rekel, kako razrešujemo konflikt, je pa zelo pomembno, da imamo veščine nenasilne komunikacije, da ne gremo mi na moč, kdo bo koga, kdo bo zdaj zmagal, a bo moja obveljala, a bo tvoja obveljala. To gre potem zelo hitro lahko preraste, v kakšna neustrezna vedenja. Medtem ko, če imamo pa mi svoj cilj pred sabo ves čas, da hočemo, da bo obema ok na koncu, ko mi dva razrešiva, pa drugače komuniciramo. Ja, lahko to pogledava kar na enem konkretnem primeru, recimo, da sva mi dva, kaj bi lahko bila, brat in sestra, in da se prepirava glede, nekega avtomobila ali pa mogoče dediščine. Kaj je tukaj past, kako lahko ta najin konflikt zdaj preraste tudi v neustrezno vedenje? Mislim, da bomo potem to zelo dobro videli tudi, rečemo, v tem živem svetu in na spletu. Jaz čutim, da je ta refleks zelo podoben. Ne vem, če se motim, bova kmalu videla. Ja, zelo dobro je, da mi ne planemo takoj impulzivno.
Ja, in to tudi na spletu opažamo. Ljudje so zelo impulzivni, kar nekaj napišejo, ne, pa pošljajo. In tudi, ko zdaj, če bi se midva kregala glede avtomobila, hitro pride do tega, da zraven potegnava celo svojo zgodovino, a ne, kot brat in sestra. In potem že pozabo, okrog česa se sploh prepirava, a ne, in se pogovarjava o tem, a je mama teb pri 5 letih, ne vem, dalj časa te v vrtec vozila kamene, a ne. Se pravi, treba je ostati pri stvari in imeti pred sabo cilj. Kaj bi bil cilj zdaj tega, da se midva zmenva okrog tega avtomobila in se skozi vračati k temu. Pri tem pa seveda biti spoštljiv. A ne? Zdaj pri tej spoštljivosti, to zdaj ne pomeni, da jaz spoštujem vsako tvoje mnenje. A ne, jaz se lahko z njim sploh ne strinjam, se mi zdi neumno pa to, ampak vest se mora pa jaz vedno spoštljivo. Se pravi, ne smem te žaliti, ne smem te poniževati, zelo pomaga, če ti znam prisluhniti, če znam slišati, kaj je tvoja stiska, a ne, kaj je tvoje stališče. In če tako razrešuješ, bi potem se najin odnos poglabljal. A ne, nekaj novega bi se eno drugmu naučila. Je neprijetno, seveda so konflikti neprijetni, a ne, ampak so koristni. Super. Spoštljivost ne pomeni nujno, da moram spoštovati vsako tvoje mnenje. To si rekla, pa je zelo zazvenelo, ker pogosto to mešamo ali pa mislimo, da pravzaprav spoštovati osebo pomeni kar spoštovati vse. Tako, ni res, ne? Nikakor ne, ja. Tudi, ne, to je taka past tudi pri nenasilni komunikaciji. Se mi zdi, da ljudem si kdaj napačno razlagajo, da je treba biti ves čas prijazen, pa do vseh prijazen. Ne, a ne, kdaj moramo mi svoje meje zelo jasno postaviti, sploh če nam jih kdo hoče porušiti, takrat je treba pokazati jezo, tudi kaj drugega, ne biti samo prijazen. Sploh ženske imamo dostikrat težave s tem, ker smo ali pa v preteklosti, no, tudi zdaj verjetno bolj vzgajane, da je treba ugoditi, da je treba biti prijazen, ne, avtomatično starejše spoštovati, ne. In to je zelo tak potem ugoden teren za kakšna nadlegovanja, ki se naupaš jasno reči ne, a ne, tega ne dovolim. Tako da ni treba biti ves čas prijazen, spoštljiv pa ja, ne. Tudi jaz ne spoštujem vseh ljudi. Jaz vojnih zločincev, vemo, trenutno se dogajajo vojni zločini, a ne, jaz jih ne spoštujem, ampak to pa ne pomeni, da bom jaz zdaj ga šla ubiti ali pa poškodovati, poniževati, žaliti, ne bom tega storila, a ne. Ne bom pa spoštovala nekoga, ki izvaja vojne zločine. To je zelo v bistvu dober obrat v mislih, ki ga lahko naredimo, zato da na nek način dobimo tudi nekaj miselnega prostora ali pa našega prostora nazaj. Ne? A bi pa lahko rekla, mogoče, da je na spletu pa ravno obratno v teh pričakovanih vedenjih, recimo rekla si, da imamo kdaj težave s tem, da si rečem, starejše moram kar spoštovati, ne glede na vse, ali pa biti do njih prijazen, čeprav bi lahko rušili naše meje. Včasih imam pa na spletu občutek, da je ravno obratno, da velja na spletu, da moram malo da ne biti sovražen do drugih, da je to kar nek način komunikacije. A je ta moj občutek pravi? Kakšne so vaše izkušnje s tem? Ja, žal tudi mi opažamo, ne, da so na spletu tudi ljudje, ki bi se v tem nevirtualnem okolju, ki se ne bi nikoli tako vedeli, žaljivo, imeli take izjave, in tam kar neke zavore popustijo. Zdaj, eno je zagotovo to, da naredijo kaj impulzivno, tudi mi na naših, ne vem, profilih opažamo, kdaj kakšno žaljivo sporočilo, pa je pa naslednji dan zbrisano, a ne, ker nekdo jezen in kar tak pa objav, a ne. Tako da ta impulzivnost zagotovo potem pa pripomore zagotovo tudi to, da se sploh ne zavedamo posledic. Če jaz zdaj začnem na nekoga kričati, če bi jaz zdaj znate začela kričati, te žaliti, ne, jaz bi videla tvojo reakcijo, jaz bi videla, kako da je tebi grozen, da drugi gledajo, kaj se zdaj dogaja, ne. Tam pa sploh nimaš pred očmi, da je tam vse, da je to ena oseba, ki bo to videla, slišala, ne, in da boš ravno tako jo lahko škodoval, jo prizadel in tako naprej, ne. In s tem se potem tudi
Kaj je tega toliko na spletu, se zelo normalizira. In mi vemo, ne, jaz tudi, ko z otroki govorim, to mi kažejo na TikToku spodaj komentarje, a ne, in se temu, to se smejijo, ni me to smešno, ampak v bistvu ni smešno, če bi nekdo zdaj tukaj stal, a ne, v nevirtualnem svetu in te stvari govoril eni osebi, to je grozno, a ne, in tudi dejansko so posledice, sej vemo, da osebe, ki veliko objavljajo, pa dobijo veliko sovražnih komentarjev, da imajo zelo realne posledice v zelo realnem življenju, a ne samo v virtualnem, tako da se tega premalo zavedamo skriti za ekrane. Kaj pa je recimo potem tvoj odziv, če skupina otrok, gledate nek TikTok, pa so od spodaj žaljivi komentarji, pa se ta skupina odzove, kako dobro, nekak tako. Kaj je potem recimo smiselen odziv na to? Ker najbrž se ne moramo boriti z mlinom na veter, tako da samo udarjamo svoje nazaj, si predstavljam. Ja, zdaj se mi zdi, da smo starši, učitelji, učiteljce, a ne, smo po moje prvič v zgodovini v neki taki poziciji, da vemo manj o nečem kot otroci, ki jih bi mogli učiti v življenju, a ne, ker njim je vse to toliko domače, celo spletno okolje, da se mi zdi zelo dobro, da tukaj ne gremo takoj v to moralizirajočo pozo in sam dol, pej dol z ekranov, pej dol z telefonov, tako včasih počnemo, a ne, ampak da pokažemo zanimanje, da pokažemo, da smo zraven, kar nam kažejo, ker potem nam lahko tudi pokažejo stvari, a ne, ki niso ok, in nam to odpira potem možnost za debato. In spet, a ne, dobro je, da se odpre debata, ne samo tega ne smeš, to ni v redu, a ne, ampak da malo preizprašuješ to, a ne, kako bi se ti počutil, če bi nekdo to, ne. Seveda smo pa starši tukaj tudi pomembni za to, da postavljamo meje, tako kot v realnem življenju moramo tudi otroke učiti, kako na spletu, a ne, kako na spletu se vesti, da to konec koncev ne bi smel biti toliko zelo drugač kot v realnem življenju, a ne, da bi mogli veljati nas voditi iste vrednote, in da jim postavimo neke varne meje, znotraj katerih so lahko tudi varni in ne ogrožajo drugih. Če sem te prej prav razumel, si nasilje definirala kot vedenje, ki ima cilje škodovanja, poniževanja, pa kaj še do druge osebe? Podrediti si jo, se ji maščevanja. V tem smislu je sovražni komentar že sovraštvo, ne? Če je usmerjen proti drugi osebi in jo želi res ponižati ali pa kakorkoli škodovati. Fino, to je tudi zelo dobro ozavestiti, ne? Ker kar naenkrat, ko postavimo to v širšo sliko, zadeve postanejo veliko bolj tehtne, resne, težje in potem tudi do njih lahko vzpostavimo drugačen odnos. Kako se še vse po tvojih izkušnjah danes nasilje kaže med mladimi? Zdaj zanimivo, a ne? Eno je, da nekatere oblike so zelo, zelo enake kot v odnosih med odraslimi, kadar je prisotno nasilje, ali pa kot so bile, 50 let nazaj, a ne? Seveda z nekaterimi specifikami. Opažamo, naprimer, da je zdaj veliko več možnosti za nadzor, a ne? Nadzorovanje. Zdaj, mladi si ponavadi delijo lokacijo. To s tem ni nič narobe, seveda, ne? Če gre za en enakovreden odnos, spoštljiv odnos, je to čisto ok, ne? Če pa en hoče v tem odnosu prevladati in vzpostaviti nadzor nad drugo osebo, je pa to zelo problematično, ne? Ker zdaj točno ve, kje se giba. Tudi če gre s prijateljicami, punca vam bo vedel, si bila ob 11 doma, ne? Tako, ali pa kje si bila, zakaj si šla tja, če si rekla, da boste šli v tisti lokal, ne? Mislim, ta nadzor je zdaj lahko neprestan s temi orodji, ne? In to je zelo problematično. Poleg tega so zdaj v nenehnem stiku, skozi se snemajo, pošiljajo fotke, ne? To je veliko bolj običajno in lahko rata ogromno gradiva, ki se ga da pa zlorabiti, če se ta odnos prekine, a ne? Ampak da ne bomo zdaj samo tako pesimistično, meni se vse, ne samo meni, vsem, ki delamo na tem področju, se zdi, da nasilje se zmanjšuje, a ne? Res je, da en del se ga je preselil na splet, a ne? Ampak sicer v družbi je pa definitivno nasilja manj, a ne? Mi bomo drugo leto, Društvo za nenasilno komunikacijo bo drugo leto praznovalo 30 let. Zdaj, mi ne bi že 30 let ustvarjali na tej poti,
če ne bi bilo nobenih sprememb ali pa celo nasprotno, če bi bilo nasilja vedno več. Ne? Je pa res, da nastane en tak paradoks, da ker smo bolj osveščeni, ga hitrejš prepoznamo, hitrejš opazimo in potem se nam zdi, da je posod zdaj, koliko je nasilja, ampak mi ga zdaj opazimo, prej ga sploh nismo. En tak zelo dober primer se meni zdi, ko sem bila jaz v osnovni šoli. To so fantje naredili špalir po hodniku in ko so šle punce mem, so jih otipavali. To je bilo noro neprijetno in razviti smo mogli številne strategije, kako se temu izogniti. Ampak to je bilo popolnoma normalizirano. Učitelji so šli mem, to ni nihče trzno z očmi, to se sploh ni problematiziralo. To je tako bilo in pa znajdi se, kot veš in znaš. Ko je bila moja hčerka v osnovni šoli, je prišlo enkrat do otipavanja ene deklice. To je takoj, se je sklical, se stank, se je ukrepal, njej ponudil. Mislim, tudi takoj, ko je ena učenka to opazila, je šla povedati učiteljci in tako. Skratka, šola je dala z vsem, kar je lahko zelo jasno sporočilo, to je nedopustno, mi tega ne bomo dovolili. Ja. In to je ogromna razlika. Ja. Celo bi si upal trditi, da je en del aktivnosti na družabnih omrežjih tudi odgovoren za to, da je ozaveščanje med mladimi večje. Tudi TikTok, ki so ga prej omenila, zdaj, ko se spustimo v te algoritme, seveda nam servirajo marsikaj, ampak en del vsebin je lahko tudi zelo koristen prav v tem širjenju pravih perspektiv, jasnega postavljanja mej in tako naprej. Ne? Seveda pa ne ves splet ali pa vse vsebine, tako da je vedno to na uporabniku. A se mogoče potem lahko dotakneva še recimo hujših oblik sovražnega govora na spletu, lahko rasizma, seksizma, mizoginije, kako pa se te stvari razraščajo na spletu? Ja, tega je ogromno. Mi vemo, da na spletu padeš v nek mehurček in zelo hitro lahko najdeš somišljenike za karkoli. Ja. Če bom jaz zdaj rekla, zemlja ni okrogla, ampak je ploska, bom našla svojo družbo. In potem pri kakšnih problematičnih stališčih, seveda je dobro, da imamo mi skupnost tudi na spletu lahko, da ustvarjamo vezi, to je dobro. Ampak hkrati, če imamo pa mi neka problematična mnenja, se pa lahko na spletu zelo radikalizirajo, ker bomo mi vedno našli ljudi, ki bodo podprli to naše mnenje. Zaprav, če bomo mi zdaj rekli, vse ženske so, ne vem, kaj je groznega v ženskah se govori, naprimer bomo zagotovo najdli tam 100 ljudi, ki bo rekli, ja, res je, tudi jaz imam tako izkušnjo, to so barabe, to te sami izkoristijo in tako, se pravi, pride do radikalizacije mnenj. Ampak zdaj to ne ostane samo na spletu. To moramo mi vedeti. To ne ostane na spletu. En se bo tam potem bo dobil, to svoje stališče bo ukrepil in bo prišel domov in bo rekel, ja, res je, tudi tam so mi rekli te babe in bo, veliko večja verjetnost, da bo povzročil nasilje, ko bo prišel domov do svoje partnerke. Če ima taka prepričanja, ki jih potem utrjuje. Zanimivo je, da se izpostavlja tudi eno drugo dimenzijo, ki jo doslej v naših pogovorih še nismo slišali. Tudi to, da potem lahko prerastajo v, rečemo, nevirtualno življenje, kot si rekla, Tako. In imajo posledice na drugih ljudeh, ki mogoče niso povezani s tisto spletno skupino, zato ker krepijo, širijo neka spet prepričanja, ki so ekstremna, sovražna in nastrojena proti drugim. In zelo konkretna. Mi smo tudi videli v času pandemije, ko je bilo ogromno sovražnega govora proti Kitajcem, proti pripadnikom azijskih narodov. Takrat so dejansko bile raziskave, ki so pokazale, da se v Ameriki nasilje, na ulici nasilje, do skupin prebivalcev, ki so bili azijskega porekla, bistveno povišalo. To je pa potem čisto konkretno, kako se potem to vsela. Ker ti imaš lahko neko, se pravim, problematično stališče, ampak pol tega pa tam podkrepijo v neki tej skupnosti v tvojem mehurčku spletnem, in se počutiš pol upravičenega, da jasno, boš pa zdaj komot povzročiš nasilje, si upravičen do tega. Tako da, kdaj se zdijo stvari, tako nedolžne, ali pa se je bila sam šala, pa te šale v posilstvu, pa v neumnih blondinkah. To se vse zdi tako, pa ne biti zadrta, kaj zdaj, vsako stvar kompliciraš, ampak to je ta podstat, na kateri potem
nastaja nasilja. Ne? Zato je treba že tukaj ustavljati. Ravno zdaj sem naletela na Facebooku na eno voščilo nekega starša svoji 18-letnici, je opisal nek njun pogovor. In v tem pogovoru je vprašal, a ni brez veze, da se kregata z bratom, pa nekaj me, jaz se pa kdaj prav rada z bratom malo za brez veze skregam, da se malo spucam. In on je to zaključil kot tako mlada, pa že ženska. Ne? Ne? To je zdaj verjetno tam potem 100 smajljev, spot lajkov, a ne? To je zelo žaljivo, a ne? To pomeni, ne, ženske so prepirljive, ženske se rade kregajo, a ne, pol, se pravi, jih je treba malo ukrotiti, a ne, vse to lahko pol speljamo naprej. Zdaj ne govorim, da je s tem človekom, da je ta človek v realnem življenju, okay, ampak tako sli se zelo nedolžno, a ne, zagotovo ima zelo rad to svojo hčerko, ampak lahko bi kakšno lepšo popotnico ob 18. rojstnem dnevu dal. Vse podobno najbrž kot v primeru, ko si ga opisala recimo iz svoje šolske izkušnje ali pa izkušnje danes, se tudi te stvari, upam, v zaznavi ljudi pa v našem dojemanju spreminjajo. Ne? In zanimivo, ravno pri humorju pa tudi jaz vidim trenutno eno tako močno presečišče vprašanja, kaj je humor, pa kaj je pravzaprav lahko sovražni govor ali pa nekaj, kar je obsojenja vredno v resnici. Ne? In tukaj si zdaj pokazala lepo lečo, s katero lahko gledamo na takšne stvari, se mi zdi. Poleg tega pa je na spletu še ta dodatna okoliščina anonimnosti. Recimo v primeru, ki si ga opisala, ni bilo anonimnosti, se mi pa zdi, da lahko anonimnost še bolj podkrepi kakršnokoli sovraštvo ali pa mu da večji razpon. Vsekakor, ja. Fino. Jaz sem vesel zato, ker danes odpiramo malo drugačne perspektive na teme, okrog katerih se pogosto vrtimo. Hotel sem te vprašati, pa vem, da je to nemogoče vprašanje, zato ker ga zastavim vsakemu gostu. Govorila si o tem primeru širjenja recimo sovraštva prek sovraštva do neke skupine, ki se pol preseli tudi v resničnost. Tako. Kaj pa zdaj lahko naredimo, da to zaustavimo? Kaj so naši vzvodi kot družba ali pa kot posamezniki? Včasih se nam zdi, ne, najlažje se je postaviti v eno pozo in govoriti, kaj bi drugi mogli narediti, ne, pa kaj bi mogli center narediti, pa policija, pa država. Seveda, mi tudi na Društvu za nenasilno komunikacijo, mi delamo tudi da spodbujamo sistemske spremembe zakonodaje, ko so potrebne, ne. Vse to je potrebno, ampak vsem pa ne smemo pozabiti, da imamo mi kot posamezniki tudi zelo veliko moč, ne? Ker mi izbiramo naše vedenja, izbiramo kakšna sporočila bomo dajali, kakšne odnose bomo gradili in to se mi zdi zelo pomembno, ne? Da že to, če mi nasilje prepoznamo in odreagiramo, ne pogledamo stran, ko opazimo nasilje, da v eni družbi, če bi bili, da bi rekli, to ni okej. Ne moreš tako govoriti z njo, naprimer, a ne? In da ga sami ne povzročamo, že to je zelo, zelo veliko, a ne? To je velik prispevek in več, ko bo takih, ki bodo problematizirali nasilje, ga bodo ustavljali, ga ne bodo povzročali, ne? Bolj varna družba bo, ne? In bolj se bomo v njej počutili. Ker se konec koncev tudi te, ki nasilje povzročajo, ne? Zakaj ga povzročajo? Oni na nek enostaven način dobijo tisto, kar hočejo. A ne, hiter prideš do cilja. Eni rečejo, nasilje ne deluje. Ma deluje, na kratki rok zelo deluje, ne? Če se bom jaz tebe bala, bom marsikaj naredila, kar sicer ne bi, a ne? Ampak na dolgi rok, a ne, pa v bistvu škoduje vsem. In tistim okoli, ker se počutijo manj varne v družbi, žrtvi, itak, a ne najbolj, ampak tudi povzročitelju, ker na dolgi rok njemu taki odnosi razpadajo, ne vem, partnerka se ga boji, otroci se ga bojijo, mogoče nima stikov, lahko gre v zapor ali dobi druge kazni. Se pravi, ne, na dolgi rok se tudi povzročitelju to res ne splača, a ne. Tako da je vredno vlagati v učenje novih veščin, ne? Ker to je v bistvu, to je veščina, ne? Tudi nasilje je naučeno vedenje, tudi tega si se mogel naučiti in se lahko tudi odučiš. Vemo sicer, da več let kot neko vedenje ponavljaš, težje ga je spreminjati, ampak vedno ga je mogoče, ne? Zdaj v bistvu govoriva, jaz si ves čas vlečem vzporednice, govoriva bodi si v nasilju v medosebnih odnosih, bodi si v nasilju na spletu. Enako bi lahko rekli, da gre spet za vedenje, ki ga lahko
spremenimo, se ga odučimo, postopamo drugače. Ne? Tako, kako pa lahko splet negativno si predstavljam vpliva tudi na nasilje v medosebnih odnosih, a je to tam še kakšna dodatna oteževalna okoliščina, razen recimo te želje ali pa potrebe po nadzoru, ki si jo omenila? Ja, vsekakor je oteževalna okoliščina. Zdaj, naprimer, ko delamo varnostne načrte, moramo vedno upoštevati tudi vse aplikacije za sledenje. Naprimer, ženska preden gre v varno hišo, zdaj treba pogledati, kje mogoče sledi partner, bivši partner. Tako da zalezovanje je veliko več, ker je toliko več možnosti zdaj za zalezovanje. Potem ta nadlegovanje po družbenih omrežjih, tako neprestano, ne moreš se temu izogniti. Ni tako kot prej nekam greš, zapreš vrata in saj tukaj sem varna. Zdaj nisi potem kar naenkrat nikjer več, ker od povsod lažne profile lahko povzročitelj ustvarja, prek lažnih profilov te kontaktira, ti sledi in tako da razširja možnosti za povzročanje nasilja. Kar nas skrbi. A imaš slučajno kakšen dober primer pozitivnih vedenj, ravnanj, ki pa lahko se oblikujejo bolj varen ali digitalen ali pa rečemo analogen prostor? Kaj bi bil smiseln nasvet mladim, učiteljem, ne vem, ljudem, ki preživljamo čas na spletu, kako lahko te prostore delamo manj nasilne, bolj varne, bolj prijazne? Mogoče, če štartamo iz tega, da tudi sami bomo bolj slišani, bolj upoštevani, če se bomo vedeli, komunicirali na način. Se pravi, to tudi nam v korist, bomo bolj varni skupnosti. Kakšen tak nasvet, zelo konkreten za mlade bi bil, si na hodniku, v šoli in vidiš, da neko dekletem, da je neprijetno, da je tam v kotu, da nekdo zraven nje stoji in vidiš, da njej ni prijetno. Zdaj lahko bi to zignoriral, ni moja stvar, niti je ne poznam, greš mima. Lahko pa mogoče stopaš zraven, malo na uho, vidiš, da se nekaj dogaja in stopaš zraven, pa rečeš, a greš ti zdaj z mano, jo potegneš stran, ali pa na zabavi je lahko tako, če vidiš, da nekdo nadleguje tvojo prijateljco, da malo pazimo en na drugega in da ne pogledamo stran in da če pa imamo dosti moči in če si upamo, pa tudi da jasno povemo, nehi s tem, tega ne smeš, to ne moš, to ni okej. In več, ko nas bo takih, da si bomo upali reči, seveda ni vedno taka situacija, je čisto razumljivo, da vedno ne moreš to, ampak več, ko bo takih, bolj varno okolje bo. Kaj je ničelna toleranca do nasilja? Ničelna toleranca do nasilja je v bistvu to, da mi nasilja ne spregledamo, ne spodbujamo, ne opravičujemo, ne minimaliziramo. Skratka, da je nasilje, da rečemo, da je nasilje v vseh primerih in vseh okoliščinah no-go, se pravi neustrezna izbira. Nasilje v vseh okoliščinah neustrezna izbira. Zdaj eni rečejo, kaj pa če en mene napade? Ja, seveda, ne govorimo zdaj o samoobrambi. Jasno, če bo en mene napadel, bom brcala in kričala in delala vse, kar bo v moji moči, da se obranim. Tukaj zdaj ne govorimo o nasilju, ampak o samoobrambi. Vse ostalo je nasilje napačna izbira v vseh ostalih situacijah. Ja, super. Jaz nisem vedel, da imam to stališče, ampak zdaj vem, da imam ničelno toleranco do nasilja in da je to odlično. V bistvu nekaj, kar lahko gojimo, pri sebi in pri drugih. Tako. In tako, kot so danes opisala, te razsežnosti tega so zelo široke. Od življenja na spletu do življenja na ulici, na zabavi ali pa v domači hiši v končni fazi. Super. Kaj pa predlagaš, da kot uporabniki recimo spleta naredimo, ko naletimo na morje sovražnih komentarjev pod kakšno novico ali pa če na to naletimo med brskanjem po spletu? Kaj je naš smiselen odziv? Zdaj, meni se zdi tukaj zelo pomembno tudi poudariti odgovornost skrbnikov omrežij oziroma portalov, spletnih. Naprimer pri nas, če gre za sovražni govor, mi to brišemo, zato ker nočemo dajati prostora za sovražni govor. In vsi, ki dovoljujejo komentarje, se morajo zavedati, da to prinaša delo, ker je treba to brati in sovražni govor redno odstranjevati, ker drugače pomeni, da ti daješ prostor, da bo nekdo
celo širil sovraštvo. To je prvo. Ne? Zdaj mi moramo pa tudi biti pozorni, da ne pademo na vse vabe. Nekateri prav želijo izvati neko provokacijo, se kregati, biti žaljivi, in bodo neko izjavo provokativno napisali in zdaj meni se ne zdi smiselno na to odzivati, ker se lahko potem zapleteš, samo še več prostora daš tej osebi, da razvija, svoja neustrezna stališča, tako da se mi zdi tukaj boljš pač pustiti, da potem to zamre, kot pa da se to v 100 in 200 komentarjev. Če vidiš, da debata ni konstruktivna, to ne govorim zdaj o tem, da se nekdo ne strinja s tabo, jasno, izmenjava mnenje, vedno koristna. Ja, sej tukaj najbrž naletimo tudi na eno čist komercialno zanko dejstva, da je spodbujanje sovražnih komentarjev velikrat v interesu posameznikom, ki želijo doseči velik doseg na družabnih omrežjih in bodo zaradi spodbujanja vključenosti večjih komentarjev dosegli mogoče malo večji doseg. Mislim, da se tudi tu mi kot uporabniki lahko zavemo, da potem samo smo jadra nekomu, ki želi velik doseg, gorivo je pa sovraštvo, kar je pa spet še slabše. Točno tako. In tukaj se moramo zavedati, da je vsem treba slediti svojim vrednotam, in da tako kot si rekel, ne spodbujati tega samo za majčkano večji doseg, a je vredno, meni se ne zdi. Te lahko prosim še za tvojo zaključno misel, piko na i, ki bi jo predala našim poslušalkam, poslušalcem, nekaj, s čimer se od njih posloviva. Kot posameznice in posamezniki imamo moč, da izberemo vedenje, ki bo pripomoglo k varni skupnosti, da se bomo ljudje počutili sprejete, slišane, upoštevane, tako da dajmo izbrati takšno vedenje in vsem nam bo boljše. Se strinjam. Uživajmo pametno.